Janezov oče Zaharija je poveličeval poslanstvo prihajajočega odrešenika s temi besedami. Po prisrčnem usmiljenju našega Boga nas bo obiskalo vzhajajoče sonce z višave, da razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, in naravnava naše noge na pot miru. Luka 1, 78-79. V tem primeru tema in smrtna senca ne pomeni nasplošno, da bo moral vsak prej ali slej umreti. Prispodobe niso tako preproste. Mrak in senca smrti sta pesniški pripodobi za naše tragično, padlo človeško stanje. Svitanje ali zora je tudi poetična prispodoba oziroma drugo ime za odrešenika. Eden od verzov iz Pridi, o pridi, Emanuel se začne: Pridi ti, o zora z višav. Zora pomeni veliko več kot le zora. Pomeni prvotni vir dneva, sam Bog, tisti, ki je v začetku rekel: naj bo svetloba. Ko torej beremo, da luč zasije za tiste, ki trpijo temo in smrt, to smo mi vsi, to pomeni, da bo Bog obnovil svojo prvotno stvaritev, vendar tokrat brez kačine skušnjave. Pomen adventnega časa je razumevanje, zakaj in kako sedimo v temi, in prepoznavanje potrebe po kesanju zaradi naše grešne narave. Advent nas uči prepoznavati Božjo milost, se odvrniti od svojih naprav in s potrpežljivostjo čakati v temi na obljubljeni čas izpolnitve. Zora je prišla. Zora bo prišla. Kakršnakoli je vaša osebna tema, bila je premagana in bo premagana. Če niste potrpežljivi, vam bo Bog dal potrpljenje. Če niste dobrotljivi, bo odrešenik v vas ustvaril dobrotljivost. Če ne odpuščate, bo Gospod v vas naredil čudež odpuščanja. Tema je bila premagana in bo premagana. V adventu je vedno element še ne. Še ne, vendar bo prišlo. Prišlo bo, ker bo prišel On. To je obljuba, ki nam jo je dal sam Bog. Tisti, ki prihaja kot naš sodnik, je tisti, ki je jagnje, ki odvzema greh sveta. Zora je prišla in bo prišla, da razsvetli tiste, ki sedijo v temi in v smrtni senci. Luka 1, 79.